Rebalans proračuna 2015, popravki medvoške obvoznice, po tednu slovenske Karitas, pripravljajo se novi pravilniki, 10 let turističnega društva Pirniče, ledeni srednji vek, lutke v OTH-ju, pevsko obarvan konec tedna. Lepo pozdravljeni na ta veseli dan kulture. Pa vseeno začenjamo s politiko. Včeraj so se občinski svetniki sestali na že 11. seji v tem mandatu. Tematika obsežna, med drugim tudi osnutek proračuna za leto 2016. O tem in o razpravi, ki se je ob tem odprla v prihodnji informativni oddaji, danes pa le o tem, kako se je izvrševal letošnji proračun in kateri popravki so bili potrebni. Največja značilnost popravka proračuna za letošnje leto, ki so ga svetniki sprejeli na včerajšnji seji, je, da so sredstva v višini dobrih 326 tisoč evrov, ki so bila namenjena energetski sanaciji osnovne šole Smlednik, ostala neporabljena, saj država še ni objavila javnega razpisa v ta namen. V občinski upravi upajo, da se bo to vendarle zgodilo v začetku prihodnjega leta. Zaradi koriščenja evropskih sredstev so ostala neporabljena tudi sredstva v višini 439 tisoč evrov za Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki RCERO Ljubljana, katerega solastnica je posredno občina Medvode. Se pa že ve, da bo potrebno v ta namen v proračunu za leto 2016 zagotoviti več kot milijon evrov. Tudi za to napovedano zadolževanje. In kam so bila preusmerjena sredstva? V vračilo komunalnega prispevka, skoraj da pol milijona evrov, zgodba, ki sega že globoko v prejšnji mandat. Podjetje, ki je želelo graditi v Preski 3 večstanovanjske objekte, je očitno pridobilo gradbeno dovoljenje, ne da bi plačalo komunalni prispevek. Zato je občina Medvode unovčila bančno garancijo in denar porabila. Podjetje je šlo v stečaj, gradbeno dovoljenje je propadlo, banka, ki je postala lastnica zemljišča, pa ni imela namena graditi in je zahtevala vračilo komunalnega prispevka. Kot je povedal župan Nejc Smolen, ga je zahtevek čakal tako rekoč na prvi delovni dan. Dogovor je bil odročno odplačevanje 8 let po 65 tisoč evrov. Tekom leta, ko smo se pogovarjali, večkrat naleteli na tudi direktorica, vodja oddelka za finance in tudi interna revizija nas je posebej opozarjala, da bi lahko Računsko sodišče smatralo, da gre v tem primeru za prikrito zadolževanje. Pač zdaj govorim brez dlake na jeziku. Torej, to bi lahko smatrali, kot da nas banka kreditira in mi vračamo počasa. Zato v rebalansu predlagamo, pač, da zdaj stisnemo zobe, poplačamo tega slabega pol milijona evrov in gremo že v prihodnjem letu 65 tisoč evrov lažji skozi. Strinjajo pa se je z razpravljavci, da bo v prihodnje potrebno najti varovalko, kako ravnati v takih primerih, kot je seveda tudi res, da so vsakega velikega investitorja veseli. Letos jih ni bilo, zato tudi 150 tisoč evrov manj od pričakovanega prav iz naslova komunalnega prispevka. Občinski svetniki so največ pojasnil želeli predvsem pri načrtovanih naložbah v cestno infrastrukturo, ki ni bila realizirana. Stanko Okoliš je med drugim želel pojasnilo, kako poteka projekt ceste Spodnji Pirniče za Vrh. Namesto 80 tisoč evrov je v rebalansu ostal le še tisočak. Predvsem ga je zanimalo, kako poteka odkup zemljišč. Pravili smo dokumentacijo, podrobno dokumentacijo, tako da bojo v bistvu gradbeni odbor in krajevna skupnost, ko bojo pristopili k lastnikom zemljišč, lahko imeli na razpolago vse informacije, da bojo lastniki točno vedeli, kaj nameravamo, kje nameravamo in v kakšnem obsegu. Izpostavljeno je bilo tudi to, da želimo, glede na to, da gre to v bistvu cesta, da je to za potrebe krajanov za Vrha, upamo, da bojo tako razumevanje strani lastnikov, da v bistvu bojo stroški pridobitve zemljišča minimalni oziroma da jih ne bo. Cesta Vikrče-Tacen čaka na razplet s kohezijskimi sredstvi. Med večjimi nerealiziranimi projekti v višini 80 tisoč evrov pa je tudi podhod pod železniško progo za Presko. Vsi smo predvidevali, da bo dovolj manevrskega prostora zemljišči, da se bo ta podhod lahko klančina primerno izvedla. Ker se je izkazalo, da praktično na obeh stranih, predvsem pa na strani proti Gorenjski cesti, tega prostora ni dovolj, se je iskalo drugačne rešitve. Pri drugačnih rešitvah se je pa trčilo na plinovod,
torej tam gre glavna žila plinovoda za tekstilno in prestavitev plinovoda je bila ocenjena na, mislim, da med 150 in 200 tisoč evri. Lahko bi sicer naredili delno investicijo v podhod, ampak vprašanje, če bi upravičili stroške, zato ker še vedno ne bi dosegli tistih naklonov, da bi po tistih parametrih, kakršni so, lahko varno šle mamice z vozički, kolesari in tako naprej. Ostal bi najbrž približno toliko nevaren, kot je zdaj, zato v to nismo šli. Največ sredstev je sicer zmanjkalo za vračila vrtcu Medvode in ostalim vrtcem, v katerih so medvoški otroci. K 2 milijonoma 245 tisoč evrov je bilo potrebno dodati še svežih 225 tisočakov. 79 tisoč evrov je zmanjkalo tudi na postavki subvencije za mestni in primestni potniški promet. Skupaj torej 249 tisoč evrov je bilo potrebno v letošnjem letu. Zmanjkala pa so med drugim tudi sredstva za sejnine, za šolske prevoze, za nagrade študentom in za obvezno zdravstveno zavarovanje socialno šibkih oseb. S prejemom rebalansa pa so občinski svetniki sredstva zagotovili. Pravočasno niso vložili niti enega amandmaja. Svetnik Dragan Đukić pa ni uspel s predlogom, da bi predlagatelj rebalansa sam predlagal, da se kulturnemu društvu Pirniče v rebalansu nameni 4500 evrov za redno vzdrževanje prostorov, v katerega sodi tudi kritje stroškov ogrevanja in elektrike, ker da so edini, ki teh sredstev preko razpisa niso prejeli, niti niso uspeli s pritožbo. Predlog je bil podan, da se KUD-u Pirniče dodeli 4500 evrov, deloma zato, ker so tradicionalno in uspešno društvo, deloma pa zato, ker niso izkoristili pravnega pouka in niso šli na upravno sodišče, seveda ne more biti deležen moje podpore, ker bi s tem podrli praktično v sistem, ki ga imamo in po mojem mnenju delovali tudi nezakonito. Vsa sredstva za društva se razdeljujejo na razpisih in se preko razpisa tudi dodeljujejo. Sledi že v prejšnji oddaji napovedan odgovor na vprašanje, o kakšnih rešitvah in o kakšnih alternativah namesto megalomanskega projekta Medvoške obvoznice se je pred 2 tednoma pogovarjalo 5 županov. Poleg Medvoškega še 4 župani Škofjeloškega konca z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem. Izhodišče pogovora je bilo, trenutna verzija Medvoške obvoznice, kot je opredeljena v državnem prostorskem načrtu, je prerazkošna za sedanje krizne čase. Ocenjena je na preko 300 milijonov evrov. Na pogovoru pa se je odprla dilema. Škofja Loka in sosednje občine zelo močno zagovarjajo navezavo ne več Jeprca Vodice, ampak meja Vodice. Oni bodo pravzaprav iz Trate, iz svoje industrijske cone pripeljali cesto na mejo. Potem pa je res velika želja, velika tenzija, da se od meje potegne cesta tudi do Vodic. To je smiselno, glede na to, da se dela tako zvani drugi ring okrog Ljubljane iz Štajerke, torej na želodniku proti Vodicam. V Vodicah se priklopi na avtocesto in najbrž potem res naravna povezava bi bila naprej na Loško obvoznico in naprej ta del. Tukaj je bilo potem jasno povedano, tisto, kar je zagotovo tudi res, da če začnemo traso umeščati, bo trajalo vsaj 7 let, da jo umestimo. Zdaj, kakšno je načelno stališče občine Medvode do te trase, mi jo močno podpiramo. Hkrati pa opozarjamo, da je treba o tem razmišljati zelo hitro, ker pri nas se naselja širijo. Trenutno se kaže, da bi se ta cesta umeščala po občini Šenčur, pa po občini Kranj, torej pravzaprav nič v občini Medvode, oziroma da tako rečem v krajevni skupnosti Smlednik, kjer bi vse potekalo višje zgoraj po gozdu. Je pa resno, se pravim, da tukaj govorimo o projektu, ki bo mogoče aktualen čez 10 let. To bi bila sicer idealna rešitev, da se tudi krajevni skupnosti Zbilje in Smlednik odreši tovornega prometa, ki se sicer obeta še v večji meri kot doslej. Kot rečeno, pa na to rešitev ne moremo računati prej kot po 10 letih. Zato se obeta revizija Medvoške obvoznice, pri kateri bo poleg Direkcije za infrastrukturo sodelovalo tudi vseh 5 županov. In da pogledamo, kaj od tistega je dobro, kaj bi bilo treba narediti v prvi fazi. Tukaj se kot najbolj jasno izrisuje navezava te glavne ceste v Ljubljano, torej pred Celovško na Nemško cesto, potem seveda odprtje drugega kraka tudi v zavijanje v tunel
tudi spodnja navezava na avtocesto. S tem torej govorimo o ukrepih, o naboru ukrepov, ki bi maksimalno razbremenili začetek Celovške ceste, ker tam se sedaj naredi zamašek. Potem vnaprej pa tudi pogledati, kaj se da v Medvodah narediti. Najbolj verjetna ali pa najbolj realna je seveda ta, da nekoliko rekonstruiramo sedanjo cesto. Vprašanje, če ni tudi nam najbolj v interesu, ker s tem bi to cesto uredili, mogoče dobili tudi kakšne bolj varne podhode, nadhode oziroma kakšno kolesarsko stezo okrog. In pa vse bolj se izpostavlja vprašanje krožišča, recimo tukaj pri Bencaku oziroma pri Šparu, če želite, ker bi zagotovo zagotavljal boljšo pretočnost. Tisti najhitrejši ukrep, ki ga bomo najbrž morali zagotoviti oziroma ga bo direkcija zagotovila, je pa to, da semafor pri Hoferju vključimo v sinhronizacijo vseh semaforjev v Medvodah, zato da dobimo zeleni val. V tednu Slovenske Karitas je tudi naša televizija že 24-tič pripravila oddajo Klic dobrote. Oddaja je bila v celoti posvečena geslu Slovenske Karitas v službi človekovega dostojanstva. O tej temi so v oddaji spregovorili trije novomašniki Preške župnije, Andrej Jemec, Ciril Plešec in Milan Bizant. Med pogovori smo predvajali posnetek dobrodelnega koncerta priznanega mešanega pevskega zbora Adoramus iz Logatca, ki je prejšnjo nedeljo prepeval v sorški župnijski cerkvi. Na Karitasovo nedeljo, ki je mimogrede zadnja nedelja v novembru, je naša televizija že 24. leto zapored pripravila oddajo Klic dobrote. Slovenska Karitas, kot tudi Karitas Preska, praznujeta letos 25-letnico svojega delovanja. V oddaji smo gostili 3 župnike, ki so peli novo mašo v Preski. S kamero smo jih obiskali v župnijah, kjer trenutno službujejo. Med pogovorom so razmišljali tudi o letošnjem geslu tedna Slovenske Karitas, leto posvečenega trpljenja v službi človekovega dostojanstva. Gotovo, da je ravno, osmisliti trpljenje. To je gotovo najtežje. To lahko samo posnemamo Kristusa, ne? Ker včasih velikokrat rečemo, ja, kaj sem pa narobe naredil, da moram toliko trpeti, ne? Torej, odgovor je samo Kristus, ne? On jim je pokazal, kaj je to pomeni človekovo dostojanstvo s svojim konkretnim življenjem. Torej, se pravi, ki je za nas umrl na križu, pa je bil človek, ampak ni imel nobenega greha, pa je kljub temu trpel. Se mi zdi, da moraš vsakega človeka sprejemati takšnega, kot je, ne? To je osnovno merilo naših medčloveških odnosov, ne? Če bi znali drugega sprejemati z vsemi njegovimi prednostmi, z vsemi njegovimi talenti, potem bi bilo na svetu raj, ne? Tako, ker pa preveč gledamo na napake drugega, potem je pa težje, ne? In danes ljudje potrebujejo nekoga, ki jim prisluhne, ki je njihov sogovornik, da imajo nekoga, ne, da tudi takrat, ko jim je težko, gre z njimi skozi življenje z roko v roki. Pomeni ne samo, je nekdo v materialni stiski, ampak da nekdo nima nekoga, ki bi mu bil dragocen, nima nekoga, ki bi se ga razveselil, nima nekoga, kjer bi čutil sprejetost. In to je pa zelo vezano na nekaj zelo bistveno človeškega, pa Kristusovega. Na vprašanje ljubljenosti, ljubiti in biti ljubljen. In to je ena celota človeka, ne samo telesno, materialno, čustveno, psihično, ampak tudi globlje, to se pravi, prav ko gre za vprašanje ljubljenosti in to božje ljubljenosti. Ljubljenosti, ki ni samo nekdo je uspešen, zdaj ga bomo imeli pa radi. Če ga bomo zato radi, ker je uspešen pa bogat, potem je to zelo daleč od njegovega srca, jedra osebe. V oddaji smo predvajali tudi posnetek dobrodelnega koncerta v Sori, kjer je nastopil mešani pevski zbor Adoramus iz Logatca, ki je znan predvsem po izvajanju cerkvene sakralne glasbe. V času oddaje so nas obiskale predstavnice Karitas Preska in se nam zahvalile za skoraj 4-letno sodelovanje. Jaz sem prepričana, da vstopamo v 25. leto našega sodelovanja. Imela sem v mislih zadnji stavek ene pesmice o čebelarju, zapusti vas nikdar, ta stari čebelar. Računam, da bomo skupaj tako, kot smo teh 25 let skupaj delali še naprej.
V kontekstu zahvalnih besed so podarile škatlo z medenimi dobrotami čebelarstva Bukovšek in pravkar izdano knjigo slovenske Karitas Obrazi ljubezni. Zbrani dobrodelni prispevki so bili namenjeni otrokom družine Kosec, ki so ostali brez staršev. Na klice med oddajo je odgovarjal župan Nejc Smole. V času oddaje in še v torkovi ponovitvi smo skupaj zbrali 1850 evrov. Dan kasneje, po zaključku tedna slovenske Karitas, pa je ekipa TV Medvode obiskala župnijsko Karitas Preska in se pozanimala o uspešnosti letošnje akcije. Ob tednu Karitas so namreč župljanom razdelili tudi vrečke z oljno lučko in v zameno upali, da se bodo vrnile polne vrečke za dar pomoči potrebnim. Slovensko Karitas je leta 1990 ustanovila Slovenska pokrajinska škofovska konferenca. Istega leta je bila ustanovljena tudi Karitas Preska. Z letošnjo akcijo darovanja vrečk s priloženo oljno lučko so hoteli napolniti izpraznjeno Karitas skladišče v Preski. Število prosilcev na Karitas se namreč povečuje. Kako ste zaključili teden Karitas v Preski? Ja, zelo uspešno. Nikoli si nisem predstavljala, ko smo zastavili to akcijo z vrečkami, da bo odziv tako velik in se vsem, ki so darovali, iskreno zahvaljujem. Kako ste pa zadovoljni z odzivom župljanov? Neverjetni so. Zelo lepo je bilo videti, ko so ljudje hodili v cerkev in nosili vrečke, ali je kakšna mamica bila zraven pa otrok nosil vrečko. To bi bilo za posnet, to je bilo nekaj posebnega v Preski. Temelj delovanja Karitas je prostovoljno delo. V svoji viziji imajo zapisane 3 glavne usmeritve in sicer ljubeča skrb cerkve za ljudi v stiski, glas revnih v družbi in v službi človekovega dostojanstva. Slednje je bilo tudi letošnje geslo tedna slovenske Karitas. V adventnem času pa ima Karitas Preska že nove zadolžitve. Prva zadeva, ki je Sveti Miklavž, to bomo obdarili pač otroke velikih familij, pa tudi pevce, ministrante in te pomočnike. Druga zgodba, ki je pa malo večji projekt, ki upam, da nam bo uspel, da tamle pred Božičem v domu starejših občanov uredili kapelo. To se pravi, to bo živa kapela, bo Najsvetejše skozi v kapeli. Že nekaj let se v Sloveniji soočamo z gospodarsko krizo. V zadnjem času smo priča tudi valu beguncev. V mesecu decembru bodo prostovoljci Karitas 2 konca tedna pred Medvoškim Hoferjem zbirali darove za lepše božične praznike pomoči potrebnih, in sicer 11. in 12. decembra ter 18. in 19. decembra. Krajevna organizacija Rdečega križa Medvode se je tudi letos spomnila na upokojence. Danes so na sedež Društva upokojencev Medvode prinesli 20 darilnih paketov, ki jih vsako leto namenijo v prednovoletnem času. To Rdeči križ zmeri da vsako leto, namenjeno je starejšim in seveda socialno ogroženim, da pač čutijo neko toplino in nek kontakt, da niso pozabljeni in tako naprej. Drugače pa prehranske pakete pričakujemo do konca meseca. Tako da bomo tudi takrat vedno, kadar imamo kaj, damo tudi Društvu upokojencev, ker vemo, da je veliko upokojencev z majhno pokojnino in vsaka pomoč je dobrodošla. Darilne pakete prevzamejo prostovoljci in poverjeniki Društva upokojencev, ki poznajo svoj teren in vedo, komu bodo pakete izročili. Ta mala dobra dela pa starejšim občanom veliko pomenijo. To so dobra dela, ki jih delamo drug drugemu, in res lepa hvala Rdečemu križu, da se spomni na Društvo upokojencev in nam ponudi te pakete. Kolikor bi jih bilo, toliko bi jih lahko razdelili. Do konca meseca bo Rdeči križ dobil tudi prehranske pakete, ki jih bo letos namesto 110 za polovico manj. Kot pravi Đukić, razlog tiči v pomanjkanju sredstev. Zato bodo pakete z najnujnejšimi potrebščinami prejeli tisti najbolj ogroženi. Takrat, ko dobimo polovico, damo samo ali pa skušamo samo tistim razdeliti, ki dejansko potrebujejo nujno, ker nimajo, ker imajo po 300 evrov pokojnine
ali imajo slabe plače, čeprav so v službi, to je katastrofa, da je človek v službi, pa da mora dobiti nekaj na Rdečem križu. Naprej, če gremo gledati, dobijo tudi tisti, ki so brez zaposlitve ali pa eden brez zaposlitve, pa en kup otrok. Pri društvu upokojencev pogotavljajo, da je evidentiranih vedno več ljudi, ki živijo v težjih pogojih. Pravijo tudi, da ni nujna le materialna pomoč, zadostuje že obisk. Veliko je osamljenih in najmanj, kar lahko pomagamo v društvu upokojencev, je to, da jim nudimo družbo, da jih obiskujemo in da jim ponudimo kakšno manjšo pomoč. Letos so organizirali krvodajalsko akcijo, predavanja o temeljnih postopkih oživljanja in o uporabi defibrilatorja, predavanja o krvodajalstvu in podobno. Ocenjujejo, da so v letošnjem letu naredili več kot leto poprej, zato se trudijo za zvišanje svoje proračunske postavke. Z dodatnimi sredstvi bi svojo dejavnost še okrepili. Je treba omeniti tudi to, da imamo prvo pomoč in skupine prve pomoči v osnovnih šolah, vendar ne vseh, ampak to bi pač z dodatnimi sredstvi še okrepili. Pa še kakšno akcijo, ki bi bila res namenjena tistim, ki dejansko težko živijo. Po mnenju Dragana Đukića bi samostojna proračunska postavka namenjena Rdečemu križu morala namesto 7.000 znašati kar 10.000 evrov letno. Prej omenjena župnijska Karitas Preska je na letošnjem občinskem razpisu za opravljanje poslanstva prejela 3.800 evrov. Že na 10. seji pred dobrimi 14 dnevi pa so občinski svetniki med drugim obravnavali osnutek novega pravilnika o sofinanciranju programov z področja socialnega varstva občine Medvode. Razloga, zakaj novi pravilnik, sta dva: spremenjena zakonodaja in preveč potrebnih sprememb, da bi popravljali obstoječega iz leta 2004. V novem pravilniku, ki ga je predstavila Tatjana Komac, so opredeljeni pogoji, ki jih morajo zadostiti prijavitelji na razpis, upravičeni in neupravičeni stroški in merila za vrednotenje programov, društev in drugih organizacij. Posebej je izpostavila tudi določilo, da lahko občina Medvode v primeru velikega števila prijaviteljev določi število točk, ki jih mora zbrati posamezni program, da bo sploh sofinansiran. Na tem področju smo imeli v preteklosti kakšno leto ogromno število prijav in smo predlagali za to, da se ne bi zgodilo, da bi v množici prijav potem izračun bil tak, da bi za posamezen program prijavitelj dobil 20 evrov recimo, za katere to morajo biti neka smiselna sredstva, s katerimi še uspejo speljati program. Na letošnji razpis za sofinansiranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti, kot se imenuje obstoječi pravilnik, je namreč prišlo kar 57 prijav v 51 popolnih vlogah v vrednosti kar 87.502 evra. Razpoložljivih sredstev pa je bilo le za 30.000 evrov. Največ od tega, 6.600 evrov, je pridobil Zavod za letovanje in rekreacijo otrok Zveze prijateljev mladine Ljubljana za brezplačno letovanje otrok iz socialno ogroženih družin v naši občini. Osnutek pravilnika naj bi prihodnjo sredo na javni obravnavi in razpravi v precep vzela tudi zainteresirana javnost. Nasprotno pa je bilo z osnutkom pravilnika o sofinanciranju programov spodbujanja razvoja turizma. Torej pravil, po katerih se prek razpisa razdelijo proračunska sredstva. Najprej ga je obravnavala zainteresirana javnost, na 10. seji pa občinski svet. Tudi ta pravilnik opredeljuje pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji in izvajalci programov, da lahko kandidirajo, določa upravičene in neupravičene stroške in določa merila za vrednotenje turističnih programov. Razloga za nov pravilnik, ki bo nadomestil obstoječega iz leta 2006, sta prav tako dva. Prvi je ta, da je bilo potrebno določbe pravilnika uskladiti z zakonodajo, predvsem s pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. In drugi razlog je bil ta, da se je v vseh teh letih pač izkazalo, da bi bilo smiselno in potrebno merila za vrednotenje posameznih programov dodelati in popraviti.
In ker je bilo teh popravkov preveč, je lažje razveljaviti starega in napisati novega, ki je, kot pravi Komocova, v celoti usklajen s stališči zainteresirane javnosti. Veseli nas, da je bilo prisluhnjeno ugotovitvam strokovne komisije, ki je na letošnjem razpisu delila sredstva in njihova opažanja je predlagatelj vključil tudi v ta osnutek pravilnika in pa seveda široka javna razprava, ki je vključevala strokovno službo zavoda in pa tudi vse prostovoljce v društvih in turistični zvezi. Pravilnik določa med drugim merila za vrednotenje programov, bolj natančno opredeljuje upravičene in neupravičene stroške in na novo opredeljuje pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji in izvajalci programov, da sploh lahko kandidirajo. Da lahko kandidirajo zgolj društva in zveze društev, ki imajo v svojem imenu besedo turizem oziroma izpeljanko na temo turističen. In prav okrog tega pogoja, teh je kar nekaj, je bilo med razpravo največ tehtanja. Odprla pa se je tudi dilema okrog javnega in zasebnega. Mogoče samo za proučiti, namreč, da bi se dodali tudi tisti, ki imajo registrirano dejavnost turizma, ne samo, da imajo v imenu besedo turizem. Ne vem, kaj bomo s tem dosegali, če boš imel v imenu turističen, ne? Se pravi, športno društvo, recimo, če se hoče prijaviti, bo mogel se zdaj registrirati športno in turistično društvo. Ne vem, letos smo združili dva zavoda, ne? Več dejavnosti skupaj ravno z namenom, da se dopolnjujejo, da se med seboj pomagajo, da se stvari ne podvajajo. In v tem primeru pa izključujemo tudi, recimo, osnovne šole so krasno delale neke stojnice turistične, z mladimi so delali in jih navduševali za turizem. Turistične kmetije v tem primeru tudi odpadejo. Turističen vidim v tem, da je zelo pomemben in se mi zdi prav, da je ocenila turistična sfera, da ta beseda je pomembna. Zakaj? Zaradi tega, ker ravno to strmi k temu, da enostavno se turistična društva v svojem cilju izvedbe dobrih in kvalitetnih projektov poslužujejo tudi tega, da sodelujejo in povezujejo tudi turistične ponudnike na območju. Mi moram reči, da sodelujemo s kmetijo Prčrnet, sodelujemo s kmetijo Mis, sodelujemo z drugimi akterji, ki se tudi želijo na ta način promovirati. Nekateri razpravljavci so že sicer menili, da si je pravilnik nadel preambiciozen naslov. Je precej širok pojem v tem naslovu. Potem pa ugotovimo, da gre praktično za izvajanje pri društvih in zvezah. Če pogledamo tole, človek prebere in vidi, krasno, evo, tukaj smo. Vendar ta naslov ne odraža vsebine. Ta naslov res ni pravi pol tukaj noter, ker turizem pomeni več. Jaz ne mislim zdaj kakorkoli proti nastopati proti društvom, ker ena društva res dobro delajo in res organizirajo kakšne prireditve, čim več takih in pohvalno. Je pa to dejstvo, tako kot je že kolega Gole razpravljal, da je treba tudi turistične kmetije in ostale, ki se s tem ukvarjajo, ker mi imamo le tole naše hribovje in to je pač, če hočemo, da živi, hočemo, da še bolj živi, se razvija, jaz mislim, da bi mogli nekje to upoštevati. Lado Vidmar pa je Bobu rekel Bob, saj da so bila razpisana proračunska sredstva vedno doslej namenjena zgolj sofinanciranju programov in projektov turističnih društev in zvez. En turizem, ki bi ga nekdo v eni agenciji odprl, bi naredil bistveno več priliva, kakor vsa društva. Vendar namen turističnih društv ni profitabilnost, ker tega sploh ne sme biti, ker so društva prostovoljna in v tem smislu ne morejo nastopati kot profitabilna. In če bo turistična kmetija, ne vem, neka gostilna, ki se bo imenovala Turizem Halo Halo, ne vem, pobrala denar iz te malhe in mogoče tudi svojim dobrim projektom privabila dovolj gostov, potem turistična društva v občini Medvode niso potrebna. Gre za to, da ljudje, ki imajo željo sodelovati, ustvarjati v turizmu, imajo dobre ideje in predstaviti sokrajanom, soobčanom, sodržavljanom in tudi mogoče globalistom,
neko znamenitost, nek uspeh svoje ideje, potem je to to. Nekaj dilem je bilo izrečenih tudi na račun meril pri sofinanciranju poslovanja društev. Eno izmed njih je bilo tudi število članov in evidenca prostovoljnih ur. Ampak ja, to je zaprt krog teh 8 ali 9 ali 10 društev, kakor jih je, in ne more noben priti zdravo. Normalno, da jim je to všeč. Potem prej smo imeli diskusijo o članarini, zdaj plačana članarina, veste, to se da zelo enostavno rešiti. 1 evro na člana, tam v točkovanju 101 član je maksimalno število točk, kar pomeni, da za 100 evrov lahko dobiš maksimalno število točk. Zakon o prostovoljstvu določa, da je pač treba prijaviti te prostovoljne ure AJPES-u, ampak vseeno menimo, da bi bilo dobro, da bi bila tukaj vsaj 2 kriterija, ker če imamo samo, da izvajalec vodi in sporoča število prostovoljnih ur na AJPES, dobi točko, ali pa če jih ne sporoča, ne dobi nič točk, je vseeno pomembno, a je teh prostovoljnih ur 1, 2, 5, 10, 100 tisoč. Nekaj pripomb je bilo izrečenih tudi na ohlapnost meril, ker da omogočajo določeno mero subjektivnosti pri točkovanju turističnih prireditev in programov. Za primer, merilo inovativnosti je točkovano zelo inovativen 5 točk, zmerno inovativen 3 točke in manj inovativen 1 točka. Ampak jaz bi prosila za konkretne predloge. Kakšne stvari verjamem, da niso najboljš napisani, ampak verjamete, da smo se potrudili po najboljših močeh. Žal je pač tako, da razen športa, kjer se vse meri, višina, dolžina, čas, ne vem kaj, na tem razpisu ni možno vsega zmeriti. Občinski svetniki so vendarle soglasno sklenili, da je osnutek dobra podlaga za dokončni pravilnik. Pa gremo kar k preverjanju predlaganih sprememb. V petek zvečer so v dvorani Doma krajanov v Pirničah svečano prireditvijo in družabnim srečanjem počastili 10 let delovanja Turističnega društva Pirniče. Ob tej priložnosti so se zahvalili številnim posameznikom, ustanovam in organizacijam za častne člane društva, pa razglasili vse, ki so že dopolnili 80 let. Turistično društvo Pirniče je bilo ustanovljeno leta 2005. S kakšno vizijo ste šli v to ustanovitev? Ja, takrat v našem koncu še ni bilo turističnega društva in na pobudo takratnega predsednika gospoda Čadeža Janeza sem bil v tem ustanovnem odboru. Po drugo leto je turistično društvo vodil Jure Sešek, naslednji 2 dobri leti Luka Strojan, ki je tokrat skrbel za tehnično podobo prireditve, zadnjih 6 let pa je predsednica društva Cvetka Židan Valjavec. Ja, smo najmlajši, pa vendarle se mi zdi, da še kljub temu, da je problematika starostna problematika po moje v vseh tovrstnih društvih med prostovoljci, ne vem, morda to, da vendarle še je toliko zagnanih ljudi, ki so pripravljeni, na kar sem zelo ponosna, vsakič, ko jih pokličeš, reči, ja, ni problema, pridemo pomagati. Prav pomladitev članstva je eden od prioritetnih ciljev društva, ki trenutno šteje okrog 100 članov. Na tokratni slovesnosti so vsem, ki so dopolnili 80 let, torej 5, podelili naziv častnega člana. Številnim posameznikom, ustanovam in organizacijam pa se zahvalili za uspešno sodelovanje. Podelili so kar 45 priznanj. Koliko časa v teh 10 let ste vi zraven? Ja, jaz bom kar rekla, da od začetka ves čas že pripravljam, oziroma sem bom rekla eno glavno vodilo Teličkolova. Teličkolov je ena naša posebna, kako naj rečem, ene vrste srečolov, ki ga pripravljamo vsako leto, no, tako kot ste slišali na naši 10-letnici, samo enkrat ni bil. Napisala sem tudi pravila za ta Teličkolov. Sedaj bo najbrž odveč, če vas vprašam, katera izmed prireditev, ki jo organizira turistično društvo, je vam osebno najbolj pri srcu, mogoče najbolj tista vaša? Še vedno, tako kot sem rekla, dirke na Telečjem, čeprav zelo aktivno tudi sodelujem pri trkljanju perhov. Takrat se dogaja tudi v tem kulturnem domu ali pa zunaj na travi. To mi je najbolj, da se nekaj dogaja. Niz raznih prireditev, vam je kakšna ostala prav posebej v spominu? Ja, vsekakor ta prva ob Kapljici domačega, ker smo tudi nastopali, pa nudili so tehnično pomoč. Ja, čisto res, to so organizirali, dobro organizirali, za smeti,
pa za tele pohode, pa dobra tela za 12. mars Gregorjeva postavijo to je reklama za kraj, ne? To je čas, da se nekaj dogaja. Veliko je bilo prireditev, vam je kakšna prav posebej ostala v spominu, da bi jo sedaj izpostavili? Ja, sigurno. No, poleg teh tradicionalnih semanjih dnevov na Telečjem, moram reči, da prva, ki je bila na novi lokaciji, je bila neka posebnost. Najbolj pri srcu mi je pa bila žehtarija, ki smo jo po zgodbi, ki je obrtniška zgodba v Spodnjih Pirančah, pripravili v straži. Se mi zdi, da je bila neka prispodoba neke etnografske zgodbe, ki pričuje na izročilu, ustnem izročilu dejansko še živečih peric v našem koncu. Že iz samih odgovorov je razvidno, da je bila prva prireditev organizacij Turističnega društva Pirniče ob kapljici domačega v sodelovanju z našo televizijo. Najbolj razpoznavna pa je semanji dan z dirko telet. Sodelujejo na sejmu Turizem in prosti čas, na Gregorjevo namestijo ob glavni prometnici srčke z zanimivimi mislimi, organizirajo pa tudi čistilne akcije, velikonočne igre s pirhi, tradicionalni osamosvojitveni pohod z baklami in akcije povezane s toplim vrelcem straža. Poleg projekta Žehtarice je bil zelo odmeven tudi projekt Mlekaric. Pletejo pa tudi vezi preko meja. Turistična društva v lokalnem pomenu bojo še vedno delovala, bom rekla, v prostovoljnem nivoju. Res je, da tukaj vrejo na dan dobre ideje, dobri produkti, vedno se zatakne pa pri izvedbah, ne? In jaz mislim, da, ko ste že omenila in izvala, da zavod, v čem vidim bistvo ravno v tem, zavod naj bo tisti tehnični, predvsem mogoče tudi izvedbeni suport, predvsem naj pa zavod skupaj tem nam, bogim društvom, ki nimamo nekega velikega znanja, kako pride do financ iz razno raznih razpisov, da vendarle ta denar, ki leži od evropskih sredstev naprej navzdol, do vse slovenskih razpisov, da enostavno nam pomaga priti do tega denarja. Ponosna je, da jim je v letošnjem letu uspelo za projekt Semanji dan pridobiti sredstva Turistične zveze Slovenije. Kot občinska svetnica pa je zadovoljna, da je zainteresirani javnosti uspelo najti kompromis za popravke v novem pravilniku za sofinansiranje programov razvoja turizma. Sicer pa moje osebno mnenje je, da samo s takimi pravilniki in s tovrstnimi dejanji nikakor ne bomo spodbudili nekih novih turističnih produktov in potencialov, ker se mi zdi, da še zmeraj premalo gledamo na to turistično sfero kot dejansko res gospodarsko panogo in pa predvsem to bi bila lahko v Medvoški občini ena močna panoga, ki bi zaposlovala vse, ki so danes še brezposelni, mladino, ki enostavno po končanih fakultetnih izobrazbah ne vejo kam in ja, lahko bi jih. Se mi zdi, da pravilniki so samo nek sinonim. En skupni jaz, kaj si v Medvodah želimo, kdo naj se loti zdaj nekega turizma prenočitvenega, kdo naj se loti kakšnih drugih aktivnosti, to je pa tista stvar, ki bi jo mogli predvsem nas, članov Turistične zveze Medvode, zelo zanimati in predvsem, da ne bi več zalivali samo svojih vrtičkov, ampak gledali za medvoško dobro. Na slovesnosti je sodelovala skupina citrarjev iz Kamnika, učenci osnovne šole Pirniče, balerine baletne šole Stevens in manjša zasedba soških orgličarjev. Konec novembra je v pastoralnem domu v Preski potekalo predavanje z naslovom Misija Afganistan, ki sodi v sklop predavanj Dopolnimo spoznanja. O razmerah v Afganistanu je predaval podčastnik Slovenske vojske Mitja Močnik, ki je v sklopu misije mednarodnih varnostnih sil ISAF tam služboval 6 mesecev v letih 2006 in 2007. Podčastnik Slovenske vojske Mitja Močnik je o svojem bivanju v mirovni misiji in pa o zgodovini, kulturi in razmerah v državi Afganistan napisal knjigo Misija Afganistan. Prihaja iz Goriških Brd in trenutno prebiva v Kranju. Kdaj ste službovali v Afganistanu? Torej, moje poslanstvo v Afganistanu sem imel od avgusta 2006 do februarja 2007 v glavnem poveljstvu Zahod v Heratu v okviru 6. kontingenta Slovenske vojske, ki je takrat štelo 54 pripadnikov na
različnih dolžnostih. Večino države zauzemajo gore, ki so visoke nad 4000 metrov, na jugu je puščava. 34 milijonov prebivalcev sestavlja kar 51 etničnih skupin. Po opustošenju sovjetskih sil so jih po 11. septembru napadle še Združene države Amerike. Po vojnih spopadih so ostala številna minska polja, na rodovitni zemlji se namesto žit prideluje mak za proizvodnjo opija, veliko prebivalcev ima težave z uživanjem mamil. Zakaj je danes mir v tej deželi še vedno vprašljiv? Torej, številne vojne, ki so se dogajale od anglo-britanskih pa do ruskih in vzpon talibanov, nam dokazujejo, da tukaj nekako je mir vprašljiv in bo ostal vprašljiv, kajti še vedno lahko rečemo, da se tukaj nekako gre za prevlado teh krajevnih warlordov, tako imenovano, ki želijo držati nekako prevlado v državi in s tem tudi patronat nad proizvodnjo opija in ostalimi sredstvi, katere poslužujejo za izvoz in zaslužek. Zaradi težkih razmer za bivanje in posledično brezizhodnosti iz te dežele prihaja danes v Evropo veliko beguncev. Večinska vera je muslimanska, prisoten je tudi verski fanatizem. Talibansko gibanje se je pričelo razvijati leta 1994. Beseda talib pomeni v arabskem jeziku verski študent. Vemo talibani, da so praktično v samem fanatizmu, strmijo za svojim ciljem, z katerega ne odstopajo in ne izbirajo sredstev za dosego, in z njihovim delovanjem verjetno se bomo srečevali še naprej, kajti dokler svojega cilja ne bojo izpolnili, verjetno tudi ne bojo končali. V začetku zime so zakonca Rismondo in Bogdan Jerič iz Valburge skupaj z umetniki iz tujine poprijeli za motorko in ustvarili ledene skulpture v okviru Airwaves ledene dežele v ljubljanskem BTC. Iz kar 60 ton ledenih blokov so skupaj ustvarili deželo na temo ledenega srednjega veka. Letos si lahko ledeno deželo v Sloveniji ogledamo že tretjič. Prvo leto je bila ustvarjena v Kranjski Gori, sedaj pa že 2 leti zapored v ljubljanskem BTC-ju. Med umetniki so tudi 3 Medvoščani, in sicer zakonca Rismondo in Bogdan Jerič, ki so ustvarili tudi leseno skulpturo Puntarjem v Smledniku. Letošnja tema je v vsesplošnem puntarskem duhu srednjega veka, tako da smo letos ustvarili ledeni srednji vek, ki prikazuje življenje v gradu, ob gradu, malo pravličnosti, mističnosti, hkrati pa tudi kakšna groba resničnost, kakšen okosnak se navala, kje za vogalom. Nekako čez celo leto se je napeljevala ta zgodba 500-letnica kmečkih uporov. V naši domači vasi smo tudi 3 umetniki naredili lesene skulpture o puntarjih. Vsi 3 smo tudi ustvarjalci tukaj v ledeni deželi. In nam je bila nekako logična povezava, da letos povežemo naše puntarje, borbo za svobodo in to pravlično ledeno deželo. Ledene zgodbe iz srednjega veka je več kot mesec dni ustvarjalo 9 mojstrov oblikovanja iz ledu, 6 Slovencev in 3 tuji umetniki, 2 Katalonca in 1 Finec. Vsak od avtorjev je imel svojo temo, zgodbo, katero je ustvarjal čisto po svoji domišljiji, po svojem znanju. Se je pa uporabljalo tako v povprečju 70 do 90% dela je bilo narejenega z motorkam, so ostalo pa z dleti, bijaksi, likalnik, to, kar sem se letos nalikal, se nisem doma nikoli, pa še kakšno orodje, ki sploh nima imena. Preko 5000 ur dela je bilo potrebnega, da so bili ledeni bloki izklesani, prirezani, izravnani, sestavljeni in zlepljeni skupaj. In kar 7 vlačilcev ledu je bilo potrebnih, da so pripeljali 60 ton potrebnega ledu. Nekaj iz Slovenije, ostalo pripeljano iz Poljske. Vsak posameznik si je lahko sam izbral svoj motiv. Zmaj je bitje, ki nas spremlja skozi vsa ta leta. Se pravi, letos smo 3. leto in poskusili ga bomo vključiti vsako leto, ker je pač tako mitično bitje in smo rekli, naj bo ena taka stalnica. Pa ima vaš zmaj kakšno posebno zgodbo zadaj? Ja, ta zmaj v bistvu je nastal kot ideja, da ne bi letos imeli pa takega malo bolj hudobnega zmaja, ker prejšnji 2 leti je bil hudoben.
Zato sem jaz naredila zmajčico, ki zaupa svoj rod ljudem. Zato je punčka tamle gor sedi, ki drži majhnega zmajčka v roki, in fanta, ki drži jajce, ki se razpočne. Moj prvi stik z ledenimi skulpturami pa z internetom je bila ledena kočija. To je bila slika, nekje v naravi bila ledena kočija narejena in sem rekel, nekoč jo bom naredil, in letos je prišel čas, da sem jo naredil. Prav tako pa se po zimi ne zaključi sezona oblikovanja iz ledu. Ko je konec zime, že komaj čakam, da se lesa lotam, in ko je konec poletja, že komaj čakam, da se ledu lotam. Tako da je prav fino, da imaš majhen balansa med obema. Naslednji projekt, ki čaka na izpolnitev obljube, so lesene jaslice, ki bojo postavljene v kapeli Ljubljanskega gradu. Izdelane iz lesa, iz hrasta, prav tako iz smledenka. Tematika so pač Jezus, Marija, Jožef v klasični postavitvi. V petek so v Kulturnem domu Smlednik večer popestrili pevci mešanega pevskega zbora Smleški žarek, ki so svojim petjem in odprtjem razstave Povstenja študijskega krožka Zvedave punce pričarali prijetno vzdušje. Dan kasneje pa je v istem ambientu nastopil še lovski pevski zbor Medvode. Mešani pevski zbor Smleški žarek je v petek ponovno napolnil dvorano Kulturnega doma Smlednik, kjer so organizirali jesenski koncert na čast pokojnemu glasbeniku in skladatelju Slavku Avseniku, ki bi imel na dan pred koncertom, torej v četrtek 26. novembra, 86. rojstni dan. Včeraj je imel Avsenik rojsten dan, kot bi ga imel, in smo se mehko spomnili, da je to odžihar tudi njemu na čast, ker to je največji slovenski glasbenik, saj za meno, pa nas za tele. Obenem pa je bila v petek tudi otvoritev razstave novonastalega študijskega krožka Zvedave punce pod mentorstvom magistre Tatjane Dovžan-Režen, ki so razstavile svoje izdelke iz Povstenja. Zvedave punce smo študijski krožek pri krajevni skupnosti Medvode, ki ga organizira Gorenjski muzej iz Kranja, financira pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Gre za 10 deklet, ki v zrelih letih, ki se rade ukvarjajo z ročnimi deli in so se zbrale zato, da se stestirajo študijski krožki v tej krajevni skupnosti. Dobivamo se redno tedensko, preživljamo po 2 uri skupaj in to ime imamo zaradi tega, ker se rade učimo, ker smo firpčne, ker smo radovedne. Povstenje, s katerim so se ukvarjale Zvedave punce, je dokaj nepoznan proces obdelovanja volne, ki je danes v uporabi predvsem v Srednji Aziji. Postopek je enak temu, kot je bil v uporabi že pred 8000 leti. Tega postopka so se naučile tudi Zvedave punce, izdelke, ki so jih izdelale s tem procesom, pa so razstavile v Kulturnem domu Smlednik. Povstenje je način obdelovanja ali predelovanja volne. Se pravi, ko ovce ustrižejo, se volna počeše in potem jo lahko povstimo. In sicer poznamo 2 načina. En je na moker, z milnico in toplo vodo in nežnim božanjem lahko ustvarjamo neke ploskve ali pa kroglice. Drug način je pa na suho s pomočjo iglic, take drobne iglice z drobnimi kaveljčki, ki jih zabadamo v volno in ta se kar čudežno začne sprijemati skupaj in nastanejo lahko zelo različne oblike. Lahko se na ta način tudi uveze kakšne motive. Pevski zbor Smleški žarek je zelo aktiven zbor in petkov koncert je bil le eden izmed mnogih, ki so jih do sedaj imeli v letošnjem letu. Ja, kar precej smo nastopali. Spomladi je bil koncert, pa smo nastopali na Slovenski dan v Dragočajni, kresovanje v Hrašah, bili smo tudi v Izol, v hotelu Delfin, ki smo imeli tudi cel koncert in so bili zelo zadovoljni z nam. Zdaj je ta koncert, ja, pa zdaj imamo še v planu v vrtec iti. Pa že mislim, da smo bili še nekaj, ampak veste kaj, to je že kar majhen velik. Gotovo pa to ni bil njihov zadnji nastop, saj so pevci Smleškega žarka zelo zagnani in z veseljem pojejo ob vsaki ponujeni priložnosti.
Kukor se vledava ali pa če nas kam povabijo, gremo rade volje. Ja. In z veseljem pojemo, to je pa slovenska beseda, slovenska pesem, to je nekaj najlepšega. Lovski pevski zbor Medvode kulturno-umetniškega društva Simon Jenko je priredil letni koncert. Na odru kulturnega doma Smlednik so kot gosti nastopili tudi pevci moškega pevskega zbora Maj iz Kranja. Z izvedbo pevskega večera so bili zadovoljni tako obiskovalci kot tudi nastopajoči. Slednji so zadovoljni tudi svojim delom tekom letošnjega leta. V letošnjem letu smo, bom rekel, verjetno več delali na vajah, kot pa na nastopih. Tako da zdaj ta letni nastop, letni koncert je, bom rekel, naš finale. Sicer nas čaka še 19. decembra koncert v Moravcih, potem pa zaključimo. Ja bi rekel, da smo recimo napredovali vsaj 30% v primeri z lanskim letom. Moram reči, da se je izjemno poboljšala prisotnost na vajah, kar se potem pozna tudi na koncertu. In lahko si samo želim, da bi tako ostalo tudi v bodoče, ker samo, če je udeležba na vajah več ali manj, vsaj 90%, si lahko potem privoščiš tudi malce težji program. V prvem delu koncerta so obiskovalci prisluhnili skladbam, kot je Vasovalec, Okresu in Planinska roža. V drugem delu pa so pevci obiskali tudi Dalmacijo. V bistvu smo zbrali pesmi po težavnosti stopnje. Prvi del je bil dokaj zahteven, drugi del je pa malce lažji žanr, pa dogovorili smo se, da se malo preselimo v Dalmacijo, ker je tudi akordično petje je pri teh dalmatinskih pesmih veliko bolj pride do izraza, kot pa pri kakršnikoli slovenski pesmi. Repertoar moškega pevskega zbora Maj iz Kranja pod taktirko zborovodje Dejana Rihtariča je vseboval pesmi primerne letnemu času, tako da zdravic in pesmi o vinu ni manjkalo. Koncert pa je imel tudi dobrodelno noto. Vsi prostovoljni prispevki, ki so jih obiskovalci namenili ob vstopu, so pevci darovali malemu Jonu iz okolice Litije in njegovi družini. Jon ima namreč cerebralno paralizo. Z velikim veseljem smo se odzvali temu vabilu našega pevca Miha Vorušiča, ki je predlagal, jaz osebno sem zelo zadovoljen, da je do tega prišlo, da smo vsaj nekaj malega sredstva zbrali za malega Jona. Jaz upam, da bo operacija uspela in tudi v bodoče je Lovski pevski zbor Medvode pripravljen za kakršenkoli dobrodelni koncert v take namene, kot je bil današnji. Lovski pevski zbor še ni zaključil svoje sezone. V okviru božično-novoletne prireditve bodo nastopili v Moravcih. 30. decembra pa še na vsakoletni komemoraciji padlim talcem v Gramozni jami. Še ostajamo pri petju. V nedeljo zvečer je v pastoralnem domu v Preski potekal letni koncert mešanega pevskega zbora kulturnega društva Jakoba Aljaža. Prepevali so slovenske narodne in ljudske pesmi. S povabljenimi gosti, podmladkom sorških orgličarjev, so obiskovalcem polepšali prvo adventno nedeljo. Na letnem koncertu so prepevali slovenske ljudske in narodne pesmi, ki so jih naši predniki prepevali ob večerih ali pa kar tako. Za popestritev večera so gostili podmladek sorških orgličarjev. Članici zbora Marija Strajnar in Marija Tome sta zaigrali na harmoniko in citre. Koncert so zaključili s Slakovo pesmijo V dolini tihi je vasica mala, ki so jo prvič zapeli prav na tem koncertu. Zbor sestavlja 20 pevk in pevcev iz okolice Medvod. Vadijo enkrat tedensko v pastoralnem domu v Preski. Njihova zborovodja Katarina Trček poleg zbora Jakoba Aljaža vodi še 2 zbora. Kljub temu, da je v javnost pricurljala novica, da je to njihov zadnji skupni nastop, bodo po besedah predsednice društva Marija Strajnar s prepevanjem nadaljevali. Mini lutkovni odra treh herojev Pirniče je minulo soboto uprizoril večno uspešnico Frana Milčinskega Ježka, Zvezdico za spanko. Lutkovno predstavo, namenjeno otrokom vseh starosti, je odigrala otroška igralska zasedba skupaj z njihovimi starši.
Le kdo se ne spominja zvezdice Zaspanke, ki je prepogosto zaspala službo in povzročala zmedo na zemlji. Letos smo obeležili 60-letnico tega dela Frana Milčinskega Ježka, ki so jo igrali po vseh lutkovnih odrih Jugoslavije, pa vse do Kanade. Minulo soboto so jo člani minikulturnega odra Kulturno-umetniškega društva Pirniče premierno uprizorili tudi na domačem odru. Milčinski prav, da je zvezdica Zaspanka pač odšla od doma, ne, tako kot naredi vsak otrok, ko odraste, gre od doma. Ne. Je ena taka zelo, zelo pravlična, taka lepa pravljica, ki jo otroci zelo, zelo radi gledajo in poslušajo tudi. Lutkovno predstavo za otroke vseh starosti je odigrala ekipa mlajših igralcev, ki so na odru nastopili prvič. Težave je povzročala le trema, zvezdico Zaspanko pa poznajo vsi. Ja, ful treme, drugače pa je bilo super, ja, hitro je šlo. Ste bliže seznanjeni prej z delom zvezdice Zaspanka in kako gledate na to zgodbo, je nekako neka taka večna uspešnica? Ja, prej je bilo ful krajše, pač ko poslušaš po CD-jih ali pa tako, se je zmer ful skrajše, sploh ni tega, da se ima dobre volje, čuva, ampak je samo to, pač ta zvezda pa prije na zemljo, pa voni zemlja, samo to je. Pač se je to ful boljš. Z igralsko zasedbo je zadovoljna tudi režiserka, predvsem zaradi tega, ker zasedbo sestavljajo otroci in njihovi starši, ki svoj prosti čas preživljajo ustvarjalno. Zadovoljna sem, ker sem del te zgodbe, ekipe te igralske, kjer poteka medgeneracijsko sodelovanje. Mame in njihovi otroci preživljajo malo na drugačen način svoj prosti čas, tudi ustvarjalen. Mislim, da se bodo tudi otroci, ko bodo odrasli enkrat, z nekim lepim spominom spominjali na te dogodke. No, nastopali ste tudi s svojimi starši, kako pa je to izgledalo, mislim, kako ste sodelovali? Ja, bilo je dosti fajn, ker moje mame ni bilo zraven. No, en ojoj sem slišal tukaj. Zaradi tega pač ni bilo glih v redu, zaradi tega, ker preveč komentirajo. Da moramo bolj na glas govoriti, pač take stvari, no. Se pravi, so zelo zahtevni bili? Po eni strani, po drugi pa ful fajn. Jaz pa mislim, da isto kot oni dve, samo da pol sem imela priložnost, da sem mami malo okregala, da ima grozne lase. Pa da si govorila, kako se napiše L pa J, ne, pa da namo do tega prišli. Ustvarjalno preživljanje prostega časa s svojimi otroci je nekaj, za kar se danes ne najde veliko časa. Ja, mi to malo prakticiramo že doma, tako med prostim časom, tako da to smo sam zdaj še preselili na oder. Prihodnje boste še sodelovali? Ja. Bomo? Ja! Zvezdica Zaspanka pa ni edina predstava, ki jo bodo pripravili v Pirničah. V prednovoletnem času bo na odru 3 herojev še kar nekaj predstav za vse ljubitelje gledališča. Tokratna športna junakinja tedna je plavalka Špela Bohinc. Na Evropskem prvenstvu v Izraelu je v svojem uvodnem nastopu v disciplini 800 metrov prosto s časom 8:26:58 zasedla odlično 11. mesto in prestižni finale zgrešila za le 26 sekunde. S tem časom si je Medvoščanka, ki v slovenski plavalni sredini velja za presenečenje leta, priplavala tudi normo za svetovno prvenstvo, ki bo drugo leto potekalo v Kanadi. Članica kranjskega Triglava bo drugo možnost na Evropskem prvenstvu imela že to nedeljo, ko jo čaka nastop na 400 metrov prosto. Na uvodni preizkušnji svetovnega pokala v smučarskem teku je Laja Einfalt na 5-kilometrski razdalji v prosti tehniki med 85 tekačicami zasedla 46. mesto, za dobro minuto je zaostala za norveško zmagovalko. Članska vrsta košarkarskega kluba Medvode je 6. krog 3. SKL Center odigrala na domačem parketu in zabeležila zelo tesen izid proti gostujoči ekipi Olimpija Mladi. S točko prednosti oziroma z rezultatom 88:89 je zmagala ljubljanska ekipa. V ljubljanski ligi je bilo odigrano 10. kolo, obe medvoški ekipi sta zmagali. Hidro 2 je zmagal v Ljubljani, Medvode 2 so bile nepremagljive na domačem kegljišču.
Na medvoškem parketu športne dvorane na Svetju so se minulo soboto pomerili najboljši slovenski in hrvaški badmintonisti v kategorijah do 11 in 15 let na A in B turnirju ter rekreativnem turnirju Medvode Open. V kategoriji najmlajših do 11 let je blestel Žiga Podgoršek, ki je zmagal med posamezniki in se veselil še zlata v mešanih dvojicah s partnerko Niko Bedić. Druga med posameznicami je bila Eva Andrejaš, Timotej Ušeničnik je bil tretji. V kategoriji do 15 let je Jaka Ivančič osvojil srebro, na A turnirju so med posamezniki prva 3 mesta osvojili Martin Cerkovnik, Rok Jerčinovič in Miha Ivančič, Ana Marija Šetina je zmagala med posameznicami. Na B turnirju je Katja Turinek osvojila drugo mesto, Taja Cerkovnik je bila tretja. Medvoški policisti so tokrat obravnavali eno prometno nesrečo in sicer v Spodnjih Pirničah. Tam je voznik na prehodu za pešce spregledal peško in jo zadel z vzvratnim ogledalom. Žal je peška dan po nezgodi umrla. V Medvodah je oškodovanec prijavil zlorabo osebnih podatkov, nek tat pa je vlomil v avtomobil. V Rakovniku so vlomili v nedograjen stanovanjski objekt, v Mošah v hišo, v Medvodah pa je nekdo poškodoval tujo stvar. Policisti pozivajo občane na samozaščitno ravnanje, saj opažajo veliko vlomov v stanovanjske hiše, predvsem v pozno popoldanskem in večernem času. Obvestite policijo, če opazite kaj ali koga sumljivega. Opozarjajo tudi na to, da je uporaba pirotehničnih izdelkov v skladu z zakonom o eksplozivnih snoveh in pirotehničnih izdelkih prepovedana. Obveščajo vas še, da tudi medvoški policisti sodelujejo v akciji Nič šofer, s katero poskušajo znižati število voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola. Ob koncu oddaje čestitamo gojencem vzgojno-izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega Smlednik in njihovim spremljevalcem, ki so včeraj ob veselem dnevu kulture že 17. uspešno prehodili pot od Smlednika do rojstne hiše Franceta Prešerna v Vrbi. Iskrene čestitke torej. Prihajajoči vikend pa nas bo z dobrotami in šibami obiskal že tudi prvi izmed 3 dobrih mož. Kakšno pomarančo smo v letošnjem letu, upam, da zaslužili tudi mi. Za vas se bomo trudili še naprej, vidimo se pa ponovno že prihodnji četrtek. Nasvidenje.